To je dame najbolj romantična situacija, ki me največkrat pripravi v seks. Če me posluša, ko rečem ne. Živijo, mi dve sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes bomo govorili o eni temi, za katero idejo sem dobila ta vikend, ko sem bila na dekliščini. Zelo tehnične so te seks misli, ne? Ja. V moji glavi vsaj. Tudi če ti o seksu vsak dan razmišljaš, če ti delaš s seksom, to še ne pomeni avtomatsko, da si boš pa zdaj ful želel seksa. Meni se zdi, da če se masaža ne konča s seksom, brez veze. Kaj smo pa sploh delali? Tvoji možgani rabijo, da preklopijo iz tega, jaz zdaj delam neke stvari, jaz imam neke opravke, jaz imam 100 enih misli, 100 enih skrbi na to, da seksamo. Meni se zdi, da so naši možgani razdeljeni na tako dva dela. En je tak bolj racionalen, en je pa tak bolj seksi. Mi ponavadi izražamo ljubezen na tak način, ki jo radi prejemamo. Kaj je tu neka čudna misel? Ne, ampak to je zaradi tvojega avtizma. To je zaradi tega. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Živijo, mi dve sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Živijo. Danes bomo govorili o eni temi, za katero idejo sem dobila ta vikend, ko sem bila na dekliščini. Tako da, ponovadi jaz, ko pridem na dekliščino, dam tam igračke na mizo in so vse tako wow, tralalala, in se morajo vsega dotakati in vse pogledati in pa me sprašujejo, kaj je to, kaj je to, kaj je to. In pa sem jaz tako, ne, imamo program, moramo iti po vrst. Nisem toliko stroga, ampak ne. Gremo, z igro začnemo. No, tokrat na tej dekliščini smo pa začeli s ful resnimi temami in sem bila kar tako wow, ampak ful dober. Ker sem jih prosila, da se mi vsaka sam na hiter predstav in mi pove pač, kdo je, kaj je in kako pozna nevesto. Pa sem jih pa še ne vem, zakaj začela spraševati, če so v zvezi in če imajo partnerje. Zato sem malo vedela, koliko se tudi na to napeljevati, v sami, malo prilagodim vsakič. No in tako je na ta tretja punca mi reče, ja, jaz sem v zvezi 2 leti in že pol leta nisem seksala. In sploh ne pogrešam seksa. In sem tako, okej. Povej mi več. In smo se potem začeli pogovarjati o tem, kako se ti ne da seksati, ko si nekaj časa v zvezi, zakaj se ti ne da seksati in kaj lahko narediš. In zdaj sem jaz v to epizodo strnila vse stvari, o katerih smo govorile. Imam tukaj 3 tehnike, 3 teorije, ki jih je ful dobro poznati, če ne bi rad pristal v zvezi brez seksa. Ker še vseeno pa, zdaj, razen če res vama ne manjka to obema, pa itak pridejo obdobja, ko imaš manj seksa, ampak še vseeno, pa seks je nekaj, kar te loči od tega, da si samo prijatelj z nekom, ne. Pač spolnost te ful poveže s partnerjem in je dobra za zvezo in je ni fajn zanemarjati. Tako da, poslušajte to epizodo, dajte jo poslušati skupaj s partnerjem, jaz bi tako rekla, zaradi tega, ker če ti to sam poslušaš, pa probaš to pol partnerju razložiti, je težje. Se mi zdi, da je najlažje, če se skupaj usedeta, pa delata pavze vmes, pa se kar vmes pogovarjata že, pa delita svoje mišljenje, svoje občutke, rečeta, ok, s tem se strinjam, s tem se ne strinjam, to zame velja, to zame ne velja, ok, tako pejte v to epizodo. Tako da, če zdaj še nimate partnerja zraven, poslušajte najprej, pa še s partnerjem poslušajte. Če pa sploh nimate partnerja, pol pa ga morate najprej najti, pol pa še lahko poslušati. Ne, drugače pa ful dobro to poslušati, še preden imaš partnerja, zaradi tega, ker potem lahko že takoj, ko začneš z nekom biti, zavedno delaš na teh stvareh in se že prej pogovarjaš. Ful je lažji, če na tem delaš, še preden pride do nekih problemov, ker da se tudi delati na tem, če že pol leta nisi seksal, ampak še lažje je pa preprečiti to, da pol leta ne seksaš, ne? Tako da, to je tako ena taka predpriprava na zakon. Jaz moram zdaj na priprave na zakon. Oh my god. Ja, zato, ker se bo Jana tudi cerkveno poročila. Kam pa greš? V Celje nekam. Aha, okej. Ja, tako da bomo videli, kako bo. Tako da, to je tudi ena predpriprava na zakon. Ok. Govorili bomo o spolni želji, o pospeševalnikih in zavorah, pa na koncu bomo dotaknili tudi jezikov ljubezni, zakaj pač je tudi to fajn poznati, ok? In v kakšnem kontekstu, ne mogoče lih tako, kot si mislite. Po domače, zakaj ima eden v zvezi tako nizek libido, zakaj ima en tako visok, da skozi hoče seksati in pa se ne razumeta in se ne povežeta in skregata in... Ali pa da oba imata nizek libido. Ali pa da oba imata, sem tu je lažji, ne? Da imata oba nizek. Sam pa si pa tako že misliš, kvaj narobe, ne? Pač vedno imaš pol neke misli. Vedno si misliš, shit, drugi pa seksajo, midva pa ne. Ja, samo se mi zdi, da več tako teh instantnih problemov ustvarja tu, ko imata tazga, ko imamo ko ima en visokega, en pa nizega. Ja, sam pa imaš pa problem, recimo, če imaš pač par fant punca
In potem bo punca mislila, nekaj je narobe z mano, Ja. ker se on hoče seksati, ker fante pa skozi hoče seksati. Ja. Ne, take imaš pol tudi. Ja. Tako da ne moreš zmagati, ne moreš. Ja. Če te vsebine o spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Zagotovo že kdaj v življenju nisi imela libida zaradi vsega stresa in otrok in vseh stvari, ki jih moraš narediti. No, jaz tudi. In zdaj že 2 meseca vsak dan pijem passion potion, ampak res religiozno, držim se in moj libido je višji, tečna nisem, vse imam energijo narediti in skušala sem več kot 10 kil. Ne vem, če se tu zdaj opaz, ko sedim, ampak passion potion. Moja ljubezen. V glavnem, če hočeš višji libido, vse, kar rabiš, je 1 žlička tega na dan, zmešaš v vodo, spiješ in pol se imaš fucking dobro. Lejte, to je vse, kar bom rekla. Passion potion, ulala, pika si, koda, med nama 10. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Zdaj, jaz sem rekla, da bomo za icebreaker, ne bomo imeli navadnega vprašanja, ampak bomo samo pogledali, če sva tudi mi dve kdaj to že doživeli, da sva bili v zvezi in se nama ni seksalo. Se je tebi to že zgodilo, Sara? Skus. Meni se skusni seksa, zato ker me v življenju stvari presenetijo in me moški vrže iz tera, jaz tam nekaj delam, on pride med tem, ko pomijam posodo in hoče seksati, moja glava tako hitro ne zna preklopiti. Če pa malo pametno pač pristop moški in sicer tako malo more, ne me pretentati, no, veš, ampak pač partner moj recimo me more malo v bistvu pretentati. Najprej mi ne sme dati vedeti, da hoče seksati, ampak sem tako neki in pol čas. Kaj neki? Kaj neki? Ja. Ja, ne sme biti preveč, ne vem kaj neki, zelo muhasto je ta neki. Če zadaneš, včasih je pa preveč. Veš, kaj mislim, ne sme se videti, da pričakuje od tebe, da boš ti zdaj seksala z njim. Mene to takoj odvrne. Pol, pa jaz najprej tako rečem, ne da se mi. In pol mora pač ta moški moj biti malo vztrajen, v smislu tega, da ne teži, ampak da sem tako ne odreže možnosti tega. In pol se meni tako nekaj v glavi pržge, čez nekaj minut, in pol je najboljši seks mojega življenja vedno. In vmes si vedno rečem, da moram večkrat, in pol dajmo tu večkrat probati, ampak pol je težko tu doseči. Ampak vedno uživam takrat. Zato sem kdaj rekla, da pač je treba reči včasih tudi, lahko probava, namesto takoj ne, če ti tako ne paše. In pol vidiš, če ti paše vmes, ali pa če ti čez 15 minut paše. Pa se pol ustaviš. Bravo. Bravo. Ful mi je dobro, ker si to omenila, da ko začneš, da ti paše. Ja. Ker isto ta punca na dekliščini sem je pol vprašala in ko se spravita seksat, a ti je cool ali ti je brez veze? In je rekla, ne, se pol, ko seksava mi je top. In pol, ko nehava, mu vedno rečem, pa šit, da bi mogla večkrat seksat. In pol je spet isto. Tako da, zakaj to tle delimo? Zaradi tega, da vsi, ki to poslušate, pa imate iste občutke, veste, da niste sami, da je to ful bolj pogosto, samo da se o tem ne govori. Ne boš glih zdaj, ponovadi se o tem, ne hvališ se glih s tem, da se ti ne da seksati, pa da že pol leta nisi seksal. To ni glih ena taka stvar, ki jo boš kar tako randomly v nekem pogovoru na plano prevlekel, ampak je pa zelo pogosto. In tudi meni se to dogaja, sploh zdaj so že pa res nekaj časa skupaj, pa tudi na pol živiva skupaj, na pol še zmer ne. Ampak pač dejansko, ko si več časa preživiš skupaj, zaradi tega, ker imaš skozi kao možnost seksati, pa si ga pa kar ne vzameš. Ker če se vidiš tako samo, ne vem, parkrat na teden, si treba je izkoristiti zdaj, ampak pa je lahko kadarkoli, pa ni tega. In je treba pa včasih prav zavedno si čas za to vzeti. Ampak to je tisto, pač to te ful poveže in pa se ful fajn počutiš in ti je super, Sam problem bi pa bil, da bi se pa ti spravil seksati, pa bi ti bilo brez veze. Kaj je ljudem, ki nimajo libida, je pol brez veze vmes? Ne, ker nimajo libida, ker ne štima nekaj v zvezi. Ok, jim je brez veze?
Ja, zato, ker se ne počutijo povezanega s Kaj pa partnerjem. unika se recimo skregajo, to je zdaj čistko. Ja? Kaj pa unika se skregajo in pol seksa jim je pa dober. Pa To- tudi niso povezani s partnerjem. Ja, to je pa spet, to je pa Aha, spet to je drugo. druga Zdaj, stvar. ampak Okej, ja, ja, ful dobro razumem. si to omenila, ampak je res toliko enih različnih primerov, pa to je angry sex, to ni ampak eni se pa pol na koncu pobota na tak Vem, način. ampak tako, Sam tudi- jaz bi hotela. Jaz hočem samo povedati, da smo v stiski, ker tako mislimo, da nam pol ne paše, če na začetku mislimo ne. Kako to v normalne slovenske besede spraviti? Ampak tudi, če se zavedaš, da ti bo začel pasati, imaš še zmer potem te misli. Ali nisi nikoli o tem Ja. razmišljala? Ja, v še takem zmeraj imam te kontekstu? misli, zaradi tega, ker so mi na internetu rekli, da pač te noben ne sme siliti. Aha. Kaj je to neka čudna misel? Ne, ampak to je Imajo zaradi tudi tvojega drugi te avtizma. misli? To je zaradi tega, ker imaš... Ne, ne zajebavam sej se. tu sem se sprotila. Ampak zato, ker ti to dobesedno jemlješ vse Ja. te stvari, imaš potem te skrbi. Ja. Ampak jih ima sigurno še kdo. Ja. Ampak recimo jaz, če mi nekdo reče, ne smete noben cilj, to tega ne jemljem kot ciljenje. Aha. Zato, ker ne jemljem stvari tako dobesedno, kot jih ti jemlješ. Ja, jaz pa takoj, kukr, da je mal ne moja izbira, veš, pač ni bilo moja, tle zdaj odločitev moja, kao, ni bila moja pobuda in pol se počutim malo čudno. To je moj največji problem pri tem. Ampak želiš si pa še vsem, da on da pobudo zaradi tega, ker hočeš biti pursued. Ja, Ja. to je zakomplicirano, ampak na tem se da dejansko delati. Pač Ja. tako, da svoje možgane sprogramiraš, da vejo, da to da on pobudo in da potem imaš ti odzivno spolno željo, ne spontano, da zaradi tega rabiš nekaj časa, da se Prepričevanja vključiš. malo, kao. Ja, prepričevanja. Okay. Oziroma, niti sploh, a veš, to mislim, ja, prepričevanje, ampak Zapeljevanja v bistvu. rabiš malo več časa, malo več časa, malo več zapeljevanja, Ja, malo več časa tvoji ja. možgani rabijo, da preklopijo iz tega, jaz zdaj delam neke stvari, jaz imam neke opravke, jaz imam 100 enih misli, 100 enih skrbi na to, da seksamo, a ne? Ker ti imaš odzivno spolno željo večino časa. Tako da do tega še pridemo, ampak moramo iti po vrsti, če ne sem jaz zmedla. Dej. Meni je zelo žal, ampak Dej. ja. No, se v bistvu sva zdaj glih pri tem. Pravo, evo, fantastično nama gre. Jaz bi sam rada, da gremo danes po vrsti, ker sem naredila neko smiselno zaporedje in se mi zdi, da bo bolj lažje sledljiva Je epizoda. ta epizoda tak cheat sheet Ja, za vse, tako. ki se s tem srečujejo. Okay. Tako. Tako da imaš odzivno in imaš spontano spolno željo. Zdaj, tukaj to je ful posploševanje, ampak večkrat imamo ženske odzivno spolno željo in moški spontano. Kaj to pomeni? Odzivna spolna želja je, da rab se nekaj zgoditi, neko vzburjenje, nekaj seksualnega, morate partner zapeljevati, mora narediti nek move, zato da ti tvoji možgani preklopijo in so tako, zdaj mi pa pasal seks. Gremo seksati. Ali pa, dajmo, let's do this. Medtem ko spontana spolna želja je pa želja, ki pride praktično sama od sebe, zazeliš si seksa in pol greš seksati. Vidiš nekaj, ki te vzburi in si želiš seksati. Pač recimo, vidiš svojega partnerja, kako tam glih pride izpod tuša, cel seksi, še malo moker, ulala, želiš si seksati. Medtem ko če imaš ti odzivno spolno željo, ti to ne bo dost. Rabiš ti, kot si ti prej opisala, lepo malo več zapeljevanja, malo več vztrajnosti. In tukaj je pa pol zdaj ta problem, oziroma problem. Če ti zdaj, ful govorimo o tem, da mora dati partner consent, to se pravi, da se mora strinjati s tem. In pa če ti zdaj rečeš ne, da zdaj partner ve, a je to res ne, ali pač ne še vztraja. Jaz rečem ne. Že na začetku tako, ali pa rečem, joj, ne vem, ali pa rečem ne, ali pa nekaj. Kaj bi se moglo pa takrat pol zgoditi? Fajn je, da ti kot nekdo, če ti, pač zdaj bomo šli potem tudi na to, kako se mogoče malo prepričaš o tem, imaš spontano ali odzivno spolno željo. In pol, ko ti veš, da imaš ti recimo odzivno spolno željo, moraš ti se sam v sebi, v svoji glavi, pač mečkano ujeti, pa biti tako ok, ne bomo zdaj to čist v kali zatrli, ampak pač lahko tudi rečeš partnerju, meni zdaj ni do seksa, ampak lahko pa pač probava, da me malo osvajaš, pa da vidimo, kam to pelje. Ampak nič ne obljubam. Pač
dobesedno je pač komunikacija. Koliko vedno govorimo o komunikaciji, ampak bomo dali tle mogoče malo več teh konkretnih primerov. In ne začneš s tem, da partnerju začneš govoriti, ne vem, dajva mogoče malo probati, ne vem, to pa to. Recimo, lahko me zmasiraš, ali pa lahko greva skupaj pod tuš, pa lahko mava potem se malo drugega masirava, pa bom pol videla. Ne vem, še nič ne obljubam, ampak ne moreš zdaj s tem začeti, zato ker tvoj partner bo sam tako, kva si zdaj ta nekaj izmišljuje. Fajn je, da najprej ugotovita, kakšne ima ta vidva spolne želje. Pač dobesedno, da ve tvoj partner, zakaj si tak, da razumeta najprej to, kako se temu reče, teorijo. Zdaj, mogoče to ne bo za vsakega, ampak jaz mislim, da bi lahko bilo. Pač jaz sem človek, ki deluje ful potem, da rada stvari razumem in da mi in pa lažje delujem. Meni je to ful pomagalo. No, tako da, jaz sem tukaj oprav dejansko vprašanja, po katerih se lahko vprašata s partnerjem, gresta čez njih in na podlagi tega potem ocenita, kakšno imata spolno željo. In še to, ni nujno, da če imaš ti zdaj odzivno spolno željo, da nikoli ne boš spontano začutil želje po seksu. In obratno, če imaš ti spontano željo, ni nujno, da ne boš pa kdaj rabo mogoče malo več osvajanja strani partnerja. Pač to je vse interchangeable, ampak recimo 90% primerov si tak ali pa tak. Tako da, jaz vam svetujem, da to zareste s partnerjem, jaz bom prebrala vprašanje, podajte pa vi pauzo, pa odgovorite oba na ta vprašanja, in pa greste naprej. Pa boš še mi Staro odgovarjala zaradi tega, da si, ne vem, predstavljate malo, kako to gre. Za tiste, ki nimate partnerja, pa da vam bo zanimiv. Intimni kotiček. Ste bili kdaj v hiši eksperimentov, če mi jaz prva? Ja, daj. Ajde. Pač, OMG! Zdaj, v glavnem, tlej kar... Ne bom nič govorila, moram sem pokazati. Ja, bom jaz govorila za uneka poslušajo. Čak, prvo, jaz sem blažja v hiši eksperimentov. Kako je to tako zanimiv? Ta baba, ki se reče, vrgla škatle. Kva je to? A je to, ki se dotakneš in gre une... Jaz sem si to vedno želela, ko sem bila mehna. Člej, in tukaj... Ok, zdaj... Kva, zakaj nisi to meni naročila? Jaz bi to imela. Ne, to moram drugače za dekliščine imeti. Ja. Tole bo jim toliko zanimivo. Ja, ti vse te lahko vzameš. Ok, tu je en tak v bistvu masažni vibrator, ne? Zares. Tak gibljiv, silikonski, funkcija ima pa dve, in sicer vibracijska funkcija, pa ful je tako weird, zato ker bolj vibrira na tej strani. Ja? Ja. Ok, bolj vibrira na ročaju, ne tam na bunki. Ja, bolj vibrira na tem ročaju, kot da bi bil za dvojno mišljen. Ful je weird. No, ta stran da pa tako toploto. Okay, če slučajno kdo ne vidi dobro, to je una krogla, ki se dotakneš, je steklena je, in potem se jo dotakneš in pogrejo tako strele proti tvojemu prstu. Ja, ker se to vidi v kameri, te strele. Jaz sem nikoli pozabila, ker sem bila tako v osnovni šoli in je bila ena trgovina, ker sem imela tako to kroglo in je bil tako tak zmaj, jo je držal in pač to je tako nekaj, kar res ne rab 10-letni otrok, ampak jaz sem si to tako želela. To je bilo tako veliko, to je bilo tako ne 40 cm velik kip in je imel tisto kroglo res veliko in jaz sem preživela prav, jaz tistega dneva nikoli pozabila, pač tiste trgovine, kako sem se jaz tistega dotikala tam, to bo zavedno v meni ostalo, prosim, lahko se to dotaknem. Ja, zdaj sem ugotovila, dejansko ima te dve, zdaj je ta tle vključena, ne, in vibrira in svet. Če pa to spodno vključiš, pa dejansko ročaj vibrira. Tako da pač je dvojni. Probi. To je najboljša stvar ever. Probi. Wow, jaz kaj tazga še nisem videla. To? In pač dlje zdržiš bolj tako nekako, dlje držiš bolj se, pač tudi malo se greje ta strelca. Pač res. Ja. To je prav taka čarovniška palca. Ja. Kaj pa če to poč? Ja, ne vem. Predstavljaj si, da imaš to in ti pregreje in... Iz česa pa je, po mojem ne more početi. To je plastično. Plastično, ja. Insane! To je officially najboljša igračka, kar sem jih jaz kadarkoli videla. The best. Navdušena sem. Ajde, lahko jaz oceno. Lahko. 110. Bravo. To pač amazing. Te strelice so mene prepričale. Nisem pa vedela, da imajo dejansko tudi tako, da malo toplote dajo. Čutiš ti to? Čutiš? Wow, jaz sem to ukradla. No, to je zdaj moje. Ti ukrad, jaz bom pa te škatle po tleh pobrala. Tu je za to lažilno nagrado, ki je tvoja stvar bila tako za nič. Pač, moj bog, you guys. V glavnem, jaz imam danes tole, ta lubrikant z okusom,
Brez skrbi vam bom povedala tudi, kjer lubrikant je dejansko dober, ker tole pač to ni. Sicer imenuje se cookies and cream, gor so taki fake oreoti narisani. Okay. Mi boš dala za probat. Okay. Ja, ti boš govorila, jaz bom pa točno probala. to bom naredila. Okay. Takoj, ko odpreš škatlo, pride tako ven. Na prvi duh si tako, wow, na drugi duh nisi več tako, wow. Jo, že Na, čutim, takuje mi. bo tako malo kislo. Nič nam rekla. Okay. Glavnem, jaz sem ga sprobala sam na roki, iz Janom sva ga sprobala. Drugače, glih včeraj, pa zdaj to, ko te gledali, ne bo več včeraj, ampak objavila sem video, ker sem unboxala vse stvari, ki mi jih je Sara poslala, ker tokrat mi je poslala tako blind box in je ona izbrala vse. In jaz nisem vedela, kaj mi bo poslala. I had a little fun. Sej bom naročila še normalne stvari. Ful je bilo drugače. Amazing. Ne vem, zakaj to nismo že kdaj prej naredili. Ful fajn, ampak kakšne stvari so me sam šokirale. Ok, kakšne? Ta me je razočaral. Šokiral me je prst. Ker malo si ne upam. Prst me Ker je šokiral. točno vem ta von po rumu, pa čokoladi. Ja. Pač, no povej, kaj bi ti rekla, da je okus po? Ne vem, rum, neka čokolada. Po umetnih sladelih. Ja, pa po... Prav fake okus po umetnem. Ja, ampak jaz le ne čutim sploh piškota. Ne, pač tako nek alkohol se čuti. Pač tako tisti umeten Pa ni alkohol. to valjda za usta. Ja, kao, pa še za na genitalije obenem. Pa kondom friendly je, pa vegan friendly. Ampak taste bud friendly pa ni. Ja, kurac, kaj pa če samo diši, pa da ni za jesti? Ja, kaj ga boš pa namazal? Pa ne diši niti. Ne, ne diši. Tako da, Veš, kaj ne overall- piše, da je za jesti, pač fule, tako ne piše sploh, da daš lahko v usta. Res ne piše. Ja, pa jaz res ne vem, čemu je namenjen karkoli od tega. Ja. Glavnem, sorry pasante, jaz ne vem, kaj ste s tem delali. Nič od 10. Jaz imam pa doma še okus banana, tako da tu si pa sem predstavljam, kako bo una bananica iz trgovine, veš, une bananice plastične. Tako da bom naslednjič. Glavnem, imeli smo že enkrat stimulate, tako se napiše stimu, L, pa 8-ka, pa še presedek S8 je firma lubrikanta, ki ima pa fantastične lubrikante z okusom. Jaz nosim skozi na dekliščine tistega z okusom karamele. In vsi so navdušeni. Niti enkrat še nobena punca ni rekla, da ji ni všeč okus. Ja. Vse so vedno ali ful prijetno presenečene ali pa navdušene. Ok, tega ne nas na dekliščino tega. Mogoče tega ne, Ko te ne bo zato da več bojo najeli. videli to razliko. A veš. V glavnem. Pejmo zdaj na epizodo, Ne gremo še na epizodo. Če hočete to cool svetlečo igračo iz hiše eksperimentov, ki jo imam jaz, ki kje sem pa jo že je? zaplenila. Greste na pitch.si in uporabite kodo med nama 10. Zdaj pa naprej v epizodo. Zdaj pa mi dve izmerile najno spolno Ok. željo. Jej, ajde. Okay. Okay. Pa meni se zdi, recimo jaz sem imela Valentinovo delavnico pač za pare in smo se tudi to šli in se mi zdi ful dobro, če boste videla zdaj to delala, da najprej uganeta, kakšno misliš, da ima partner spolno željo, pa to kar na en listek napišeš, pa pogledata, če je to tako. Okay. Okay. Sara, brez posebnega razloga ali dražljaja čutiš željo po spolnosti. Joj, zdaj sem jaz ratala zelo živčna, ker jaz ne razumem teh vprašanj, ampak ali pa jih razumem na čisto take preveč velike smeri. Ja, Ok. včasih ne. Lahko sem eno misel dodam, ker se mi zdi, da je tako priročna Ja. ta misel. Meni se zdi, da so naši možgani razdeljeni na tako dva dela. En je tak bolj racionalen, en je pa tak bolj seksi. Okay? In mi smo cel dan v tem delu glave, ne? Delamo in vse delamo. In pač moji možgani, recimo, pa od še kakšnih, ki imajo verjetno odziven, težko tle zdaj čez preklopijo, takoj ko ti nekdo nekaj reče. In potem rabiš malo dlje časa, da se kalibriraš, da greš v to polovico. Veš, kot un frontalni korteks, ko začneš tiste dihalne vaje pa to delati. In pomaga mi tako včasih si predstavljati, da ni nič narobe, ampak da moraš samo pač zamenjati možgane, ker to je dejstvo, to je resnica. Da pač imamo različne centre in da jih je treba zamenjati. Tu sem si mogla jaz zdaj razložiti, zato da bom mogoče znala odgovoriti na te vprašanja. Lahko zdaj ponoviš? Ja. Brez posebnega razloga ali dražljaja čutiš željo po spolnosti. Tako kar med dnevom, kadarkoli. Se ti velikrat zgodi, da rataš potrebna ali ne? Meni se ne.
Ja, ne vem, te besede ne razumem jaz čist. Ja, veliko jaz pomislim na seks. Jaz skuso seksu Ne, ampak razmišljam. si želiš, da bi seksala v enem momentu. Ne, da pomisliš Ne. na seks. A si želiš, da bi zdaj bila z moškim ali pa si žensko? pa nikoli in bi ne zdaj želim. No, Ne. ok, to je to. To je bilo vprašanje. Ok, Okay. next. Že sama misel na spolnost v meni sproži željo. To se pravi željo po seksu. To se pravi, pomisliš nekaj v zvezi s spolnostjo in si želiš, da bi pa seksala. Ne. No, evo. A veš, jaz veliko časa razmišljam o spolnosti, ker Ja. pač je to moja služba. Ampak to To ne pomeni, da si vzburjen. Ne. Ja. včasih, zelo redko, kadar res iščem kakšne slike, pa naletim na kakšne res eksplicitne, pa še to zdaj ful manj, kot na začetku. Zato, ker zdaj sem že mogoče malo ratala desensitized na to. In mi je tako, tudi če vidim neke erotične slike, sem tako, ok, kul slika lahko uporabljam, ali pa preveč eksplicitna. In to je to. Zelo tehnične so te seks misli, ne? Ja. V moji glavi vsaj. Ne? Mogoče bi tukaj sam to dodala še kot zanimivost. Ena spolna raziskovalka, ta Emily Nagoski, ki je napisala Come As You Are, mislim, da se je zdaj v slovenščino to knjigo tudi prevedla in ful priporočam. Ful. Ona je tudi rekla, da je pisala to knjigo, ful raziskovala spolno željo, specifično. Ona je raziskovala spolno željo in kako pač ženske delujemo. To je raziskovala na polno, skozi o tem razmišljala, ampak pač je rekla, toliko sem bila pod stresom zaradi vsega tega, da pač želje po spolnosti pa nisem imela. Čeprav sem skozi o seksu razmišljala, si nisem želela seksa. Pa je rekla, da je šla na tur za to knjigo, je naokrog hodila z vsemi možnimi ljudmi, ki so jo hoteli poslušati o seksu, je o seksu govorila, ampak ko je prišla domov k svojemu partnerju, ko sta se skupaj stisnila, je bila ona samo tako in rekla, jaz sem se sam jokaj začela in zaspala. Kar hočem reči, je, da je to nekaj, kar se pač lahko zgodi vsakmu. Pač tudi, če si ti seksolog, tudi, če ti o seksu vsak dan razmišljaš, če ti delaš s seksom, to še ne pomeni avtomatsko, da si boš pa zdaj ful želel seksa. Ok? Naprej. Če vidim privlačno osebo ali pa svojega privlačnega partnerja, se mi takoj prebudi spolna želja. Ne, najbrž ne. Bom kar predvidevala, da je odgovor ne. Čeprav jaz začnem tako razmišljati. Danes sem šla na en koncert in so bili tako en moj bivši na odru, pa 3 skoraj bivši. In jaz sem si celo 1 uro pa predstavljala, kako mi vsi skupaj seksamo. Pa sem jim to tudi povedala. Ne? Ampak v moji glavi je bilo po moje tudi tako tehnično, mene to nič ni tako zares vzburjalo. Meni je bilo sem ful exciting tu razmišljati. Tako mogoče jaz imam malo čudne testva misli o seksu in občutke. Jaz ne znam ločiti to misel pa občutek, tako čudno, ne vem. Če ti odgovor. Kaj so pa oni odgovorili na to, kar si jim povedala? Rekli so, ja, tu je pa res čist kot ti. In kaj bi naredila, če bi, recimo, oni rekli, ljudje gremo probat? Nikoli ne bi šla. Ne bi. Ne. Kaj pa, če bi tam začel ti striptiz plesati, pa te dotikati? Jaz ne bi, ne, to je bila samo moja najstniška fantazija, da bi zunaj bil vsemi 4 in pol zdaj so bili pa prvič tako skupaj na odru, vsi 4. In pač mislim, da je bilo vsem tako ta fantazija. Če bi pa v resnici, pa ne bi. Zanimivo, vidiš. Ja, pač meni, recimo, jaz, kaj ja navidim, on je meni tako seksi, jaz bi ga pojedla, bi ga. Ampak pač meni ni tako, da jaz bi zdaj kar seksala z njemu. Jaz bi se sam lupčkala, pa objemala, pa dotikala, pa za seks mi pa kar že zmanjka. In razen, če potem on res naredi nek move, pa sem tako, pol mi preklop, ampak traja nekaj časa. Ali pa se moram jaz res odločiti sama, recimo, ko zdaj sem na točki, ko sem tako kdaj zdaj pa že čas, da bi mi doma malo seksala. In pol jaz naredim plan. In sem tako, ok, to nas bova. In pol jaz v svoji glavi, jaz v bistvu zdaj sem prav ugotovila, jaz prav poskrbim za to, da je vse tako, kot mora biti. In poskrbim, da imam pač vse tiste nujne stvari narejene, da sva oba stuširana, mogoče si še kaj luštnega oblečen gor, poskrbim, da bo takrat glih, da ne bo naj mogel noben zmotiti. Pač za vse pogoje poskrbim. In pol lahko jaz samunka. It sounds like life. Ja. Tako da, ja, ni pa ono, da bi samo od sebe. Tako da, ok. Ko se me moj partner začne igrivo ali zapeljivo obnašati, v meni prebudi željo po spolnosti. Ne vem. Ne vem.
Ne vem, smešen mi je, če se začne zapeljivo Ja, ne. obnašati. Jaz ne vem, pač ni mi tu seksi glib. Ja, meni je cute, meni je fajn. Se zabavno, ne? Super se Bolj mi zdi. zabavno. Ni Ja, pa meni se super se mi zdi, sem tako, no. Ampak ni pa tako, no, da ga zdaj imamo. Ja. Sem tako je. Kako Ja. sem rada s tabo. Ja. Tako si mislim, res te imam rada, ljubim te, Ja. rada sem s tabo, ampak Okej. ni mi pa uno, zdaj pa seksala. Okay. Ja. Moja spolna želja se poveča šele, ko se stvari začnejo odvijati. Naprimer poljubljanje, ljubkovanje, masaža. Ja, ko ga daš not, ga ne moreš dati več ven. Tako je to približno. Tako. Ampak takrat je pa res ful. Mi dober tu. Dober mi je meni v resnici. Takrat. Ja, ne? Samo malo mi je gnusno, pa zdaj le pomisliti na to. Res mi je gnusno, da bi zdaj mogla tle vse odložiti in iti seksati. Ja. Ni? Tako malo. Ja, jaz sem tudi, pač, kdaj sem tako zjutraj, ko smo v posli, pa se stiskava, pa mi je najboljš. Ampak pa pomislim, da bi mogla seksati, sem pa kar tako. Ja, kako naporno, ne da se mi. Ja. Pa grozno to Ja. zveni, kar rečem na glas. Ampak to skar samo od sebe pomisliš. Tako včasih Oboje zaporedno. Včasih prav pomislim, sem tako, no. Joj, zdaj imamo čas, bi lahko seksala. Joj, ne da se mi. Upam, da ne bo, ampak. Ja. Ampak pol pa, če začneva, sem pa vedno tako. Pa to sploh ni bilo naporno. Ja. To pa res ni bilo, pač mislim. Ja. To je bilo pa prav fajn. Pa pol tako, zdaj sem si začela tudi tako, sem razmišljala, ko v moji glavi to vzame ful časa. Ful, Ja. tako, kot da mi bo pol dneva vzelo. Ja. Res, dobesedno, v moji glavi to vzame pol dneva in jaz nimam pol dneva Zato, ker imaš ti časa. take priprave pred tem ponavadi, kot si prej Sploh rekla. ne. Ja, prej si rekla, da vse pripraviš. Ja, pa ok, to je narediš. drugo, ampak tako, pač dejansko to samo dejanje, ki se meni Aha. zdi, da mi bo vzel ful časa, pač tako realno. Max pol ure. Ja. Pa lahko je tudi 10 minut, kaj se je Lahko je tudi 10, ampak tako, pač max. A veš, tako pač moraš vzeti ono največ možno, mislim, če si hočeš, kadar si vzameva, si vzameva. Ampak pač tako, če pa gledaš neko povprečje, pizda, ali pa 20 minut, meni je to čisto dost. In je super. In pač se moram spomniti, da ne rab trajati. Da ne bo trajal pol dneva, da bo pač mogoče max pol ure in da to pa res ni veliko časa in da se vam imela fajn, da mi bo dober. Ja. In pač zdaj večkrat na to pomislim in sem tako, no pa dej, duj. Včasih tudi, če greš v Gardaland, se moraš prej malo prisiliti, ker se ti ne da voziti do tam pa tu. Jaz se Neko moram prepad si zauzeti. imela zdaj na obrazu. ej. A veš, ko vsi rečejo, jaz nisem jutranji človek, ampak grem pa na potovanje, pa sem. Ja. Bruh, jaz, ko grem na potovanje, najbolj se ga veselim zjutraj, si mislim, kam je tega treba. Ampak si pol vesela, kad tja prideš. Pa sem in tam najbolj uživaš, srečna, ne, ampak ja. ne da se mi iti, grozen mi je. Pa ko preklopiš, pa ko tam prideš, je pa super. Ja. Ja. Isto ta Emily Nagotski, ona je Ja. dala full over primer, je rekla, le, spolna želja, to je isto, kot en te povab na zabavo. In si ti Ja. tako rečeš, ja, pridem, žurka, full bo dober, fajn bo, sami ljudje, ki jih imam jaz srd, druže se bomo, dolgo se že nismo videli, the best. Pa se pa bolj bliža un dan, bolj si misliš, zdaj moram pa še to, pa kaj po celem dnevu, se moram pol zrihtati, imaš otroke, moraš otroke da to varstvo, moraš se tja pelati, kaj če bo gužva, ki je už parkiral, kva už obleku, pa še make-up si moraš mogoče popraviti ali pa se umiti, kjer napor. In ti je tako odveč, ampak se prsilaš, se oblečeš, se zrihtaš, greš tja in pol, ko priješ tja, kaj pol? Ja, dobro ti je, razen pač, če je bedna zabava, ne? To je pa tudi lahko seks beden. Ja. Ne? Tako da na koncu ti mora biti dober, pol delaš vse prav, če ti pa ni dober, pa delaš nekaj narobe in moraš potem pogledati, kaj ti je problem. In to je pri zabavah in pri seksu. Tako da, ja, ne vem, kje smo zdaj, ampak gremo naprej. Če sem pod stresom ali utrujen, nimam želje po spolnosti, ampak lahko se pojavi, če se počutim sproščeno. Jaz, ko sem pod stresom, hočem skozi seksati. Ja? Evo, to je pa tudi prenih odziv na stres, da pač ratajo horni. Manjkrat je to, ampak jaz recimo pa glih pod stresom ne bom Ma horni. te neka addicted minds so po moje, smo taki malo po moje, veš, kako smo pod stresom, namesto da pač, ne vem, nekaj spiješ ali pa vzameš, je seks še ta druga dobra možnost, ki ti da ful dopamina, ne, in po moje je s tem povezano. Ok. Moja prva asociacija. No, meni pa stres in utrujenost samo še Okay. mi je prepolna glava Kaj vsega. pa, če bi čisto vse za tebe naredil en človek? Včasih opazim, da nas spravljajo v stres situacije, na katere si je vezanih preveč misli. Se pravi, mene sploh ne spravlja situacija v stres,
če nekdo drug za vse poskrbi. Me pa spravi situacija v stres, tako kot si prej rekla, če se moram prej zrihtati, tu narediti, že sem ne morem niti pomisliti na to situacijo, ker je čist preveč stvari vezanih na njih. Kaj če bi rekel, zdaj ti nekdo, da ne rabiš nič delati, bi pa hotla? Da ne rabiš čist nič, med seksom mislim. Da lahko sem tam ležiš. A ja. Jaz bi takrat vzela. Kadarkoli v bistvu. Se mi zdi, da je Ne, pričakovan, me bi bilo pa kdaj je preveč odvisno. to, tako bi si mislila, fakt, kaj če, ne vem, da zdaj sem sam tle. Kaj če se ne bom dosti zburila? Kaj če mi bo premalo predigre? Kaj če bo premalo časa trajalo? Ne, vse je po tvoje. Vse je po moje. Ja, kako, to pa pol ja, itak. No, vidiš. Ma jaz Se pravi, obožujem, fora zdi se mi, da se samo ne moramo ukvarjati z nekimi stvarmi, ki so gor na tu prevezane. Štekaš, da ni sploh problemu tudi, da mi nočemo seksati, ali pa da nismo vzburjeni velikrat, ali pa da ne bi hoteli, ampak enostavno je preveč. Delov ima ta dejavnost, preveč enih delov, za katere mi nismo pripravljeni danes ali pa spočiti dovolj. Ker če bi bilo pa vse po našem, bi bile sem tam tako ležale, pa tu pač je res težko sprejeti, ne, bi pa velikrat vzele. Tako da, food for thought. Moja spolna želja se pogosto prebudi zaradi določenih zunanjih dražljajev, naprimer vonj, glasba, dotik partnerja. Ne vem, dotik sploh ne, glasba, redko, res. Vonj, mi gre na živce. Ne, Kaj drugega? Zame recimo dotik. Meni dotik ful naredi. Pa to, da so vse stvari narejene. Ja, tudi jaz ne rabim nič razmišljati, dotik pa sploh ne, me spravlja tu v stres in neki nepričakovani dotiki mi niso, tako mi je. Moram malo prevaditi. Včasih na začetku sploh ne čutim želje, a ko se stvari razvijajo, postanem vzburjena in želim nadaljevati. Jap. Pogosto me v spolno razpoloženje spravi romantična situacija, ne pa spontana misel na spolnost. Ja, in veš, kera najbolj romantična situacija največkrat? Jaz rečem ne, pa on razume, kao, ja, vse je v redu, pa mi pol, kao, nekaj sem zame, da pač ni panike. Pol! Veš, kaj mislim? Ja, no. To je dame najbolj romantična situacija, ki me največkrat pripravi v seks. Če me posluša, ko rečem ne. Delala sem eno raziskavo in veš, kaj imajo skupnega pari, ki imajo res uspešno zvezo. Ne to, koliko seksajo, ne to, kako seksajo. Ena je, ki je malo s seksom povezana, da se po seksu kadlajo, to se pravi, da ne grejo na raden, ampak da so še zmeraj malo skupaj, da se malo še objemaš, da se malo pogovarjaš, ta pillow talk, te stvari, to. Druga, najpomembnejša, občutek, da te partner razume, da je tukaj zate, da mu nisi v breme, da se lahko na njega zaneseš. In to, kar si ti opisala, je točno to. Ja. Zato, ker veš, da bo spoštoval tvoje meje, ker veš, da se bo potrudil zate, ker veš, da bo ob tebi ne glede na vse, tudi če ti rečeš ne, ni mi do seksa, bo on rekel, v redu je, nič hudega, jaz ti še zmeraj ljubim, lahko se samo mava rada. Lahko se tle uleževa na kavč, pa se malo objemava, ali pa ljubčkava, ali pa karkoli. In ne pričakujem seksa. To. Ja. In to je to, kar si ti opisala. V bistvu ni to, da si ti želiš, da on, kad ti si prej rekel, da kad ti rečeš ne, da si želiš, da on še zmeraj pač napreduje v to smer, ampak ne nasilno. Mislim, ne ono, da bi te žil s tem, ampak v bistvu, kar ti želiš, je, da on spoštuje tvoj ne. Ja, jaz nočem, da odvzame celo intimnost od mene stran, ko jaz rečem ne. Hočem, da še vedno je, samo ne v nekem ful največjem seksualnem smislu, da ga da zdaj takoj not. To pa mislim, da se lahko kar veliko žensk poistoveti. Ja, Ker tudi štekam. s tem, kako pač, ko ti da tako malo nazaj kontrolo, če ti rečeš ne, pa on razume, pol je takoj naslednja misel, je zakaj pa ne? In tu je meni ful zanimivo, ker je vsakič isto tako. In mislim, velikrat je isto in pol, kakor se hočem jaz prej prepričati tako. Ja, sej reči ja, ne. Sej pa, itak veš, da boš pol rekla ja, zakaj pa ne bi že na začetku rekla ja. In pol rečem ja. Pa se mi zdi, da sem se zlagala, da me noben ne razume, tam nek slab seks. Zanimivo mi je to ful.
Zdaj bo zihar, ko bo to gledal, rekel, jo, koliko ste ženske zakomplicirane. Ampak če dobro poslušaš, nismo. Če dobro poslušaš, štekaš, da vse, kar hočemo, je partnerka razume, pa partnerka lahko sprejme ne. Pa sej vem, se tudi, če nas nekdo zavrne, nas zaboli, ampak mogoče se moramo tudi naučiti biti zavrnjeni. Tudi mi, sploh ženske, ker če nas partner zavrne, smo takoj ne mara me več. Ja. Ampak pač ne, ni to. Ja, ampak je treba pa tudi vaditi. To se mi zdi ful pomemben del tega, da pač ta prvič, ko ti nekdo reče, ne, res ne boš to verjetno dobro speval, pa partner ti reče, ne, boš živčen. Vaditi se mi zdi, da je treba vse te stvari. Ne vem, kaj sem točno hotela povedati. V glavnem, ne zdijo se mi samoumevne. Ne zdi se mi, da kar lahko zdaj takoj bo vsem enostavno reči ne in vsem enostavno sprejeti to. Mogoče nam bo šele 10-tič malo bolj enostavno. Ja, tako. Ja. Pa se tudi te stvari, pač to niso tako, da kar malo to se pogovoriš s partnerjem in pol kar čudežno bo pa zdaj vse delovalo. Pač ne bo. Ampak, zato je pa tukaj ta komunikacija in to sprejemanje drugega in to, da pač na koncu izbereš svojega partnerja, to je pač tvoj najboljši prijatelj, tvoja oseba, da se počutiš res sprednjega in sproščenega z njim in da te pač on sprejme. In si poveš, hej, fakt, zboli me to. In greš naprej. Eto. Ok, tle imam eno sporočilo, ki sem ga dobila na Instagramu. Se mogoče bo pa tu še prišlo. Kaj? Mogoče bom tu na koncu vprašala. O telesnih načinih, kako pač ven iz tega prideti. Iz tega ne. Staja kakšen jaz imam recimo veliko telesnih načinov, taktilnih, iz katerih te lahko iz paničnih napadov ven prinesejo. Recimo pikajoča blazina, gumica na roki, recimo če se ščipaš v nogo in ti preklop možgane v drugo stran. Obstaja kakšna taka stvar, ki jo lahko naredimo, da nam tako preklop? Ali ima vsak svojo to stvar? Po moje, da ima vsak svojo. Makes sense. Ful dobro vprašanje. Nisem nikoli o tem niti razmišljala, niti raziskovala, zaradi tega, ker niti nimam, tako kot si ti opisala, kakšnih takih taktilnih načinov. Ampak ful dobra ideja. Ti ni tako kakšna stvar, ki jo Jan naredi, kot te pa takoj. Meni recimo spomnim se zdaj, da največkrat mi je takoj tako nekaj presekalo oziroma tako spremenilo, če me je nekdo tle po vratu začel lupčkati. Mi je takoj tako nekako telo drugačilo. Meni je isto po vratu. Ja. Pač. In kar sem hotela povedati, je, da so tu zgleda neki tako močni telesni občutki, ki ti možgane preklopijo v ta del, ki je pa za to potreben. Jaz ne vem, kako te stvari delujejo. Jaz jih sam čutim pač tako. Se mi zdi, da bi dobro imeti pol take stvari, ki te tako lahko vam vržejo. Ali pa tle za kolenom, recimo mene. Take neke, ja, sej pol pa imamo masaže, pa to, ne? Sej make sense, ja. Tako. Tukaj bi mogoče še to dodala, ker se mi zdi tudi ful pomembno, sploh za tiste, ki mogoče trenutno še niste v zvezi, ali pa ste glih na začetku, da to implementirate od začetka in zavedno. Ker to smo se tudi pogovarjali pol s puncami. To smo se že na večjih dekliščinah. Isto. Tako je problem, ko se s partnerjem začneš lupčkati pa dotikati samo, ko imaš namen seksati. Ker te recimo partner začne, ker prav veš, zdaj pa hoče neki. In enkrat je ena rekla, jaz zvečer sploh se nočem zraven njega na kavču lež, ko gledava film, ko vem, da bo začel neki in se mi ne da in grem raje kar spat. In niti se ne da priložnosti, da bi se samo telesno dotikala s partnerjem, zato ker se boji, da bo to mogel voditi v neki več in ni do tega. In hočem reči, da za dobro zvezo je ta nek dotik toliko pomemben, ker ni seksualen, da si sploh ne predstavljamo. Da si res, da ni vsakič, ko se te partner, pol pa lih to pride. Vsakič, ko se te partner dotakne, je tvoja misel, hoče seksati, hoče nekaj od mene. In pol sploh se ne moreš sprostiti, niti ko se te dotakne, ko noče seksati in ko se te dotakne, ko hoče seksati. Ker v bistvu vsak njegov dotik rata te zmrazi podzavestno in povezuješ z neko negativno stvar, čeprav to ni nič negativnega. In recimo jaz sem ful vesela, ko tako pomislim, ker nama je rata z Janom to doseči, da pač se skozi lahko dotikava, pa skozi lupčkava, pa vem, da to niti približno ne pomeni, da bo pač mogel voditi v seks. In meni ta dotik ogromno pomeni. In ne vem, sploh se ne moram predstavljati, da se ne bi
če se ga lahko dotaknem, kjerkoli jaz ga lahko držim za moda in penis, samo zaradi tega, ki me sprošča, da imam to v roki in vem, da on ne bo zdaj to dojel, kot da pa hočem seksati. Ja. In mi je tako dobro to in Meni se zdi ful naraven proces, kako do tega pride, če tako pomisliš. Ne? Kar je, recimo, da moški hoče seksati in on se te večkrat dotakne. Ne? In seveda, da potem je tu v njegovi glavi zdaj, se bo ona danes tako odzvala, da bo hotla ali ne bo hotla. Itak, da potem vsakič, ko hoče seksati s tabo, ti začutiš, da on iz pomankanja prihaja. Ne? Razumeš, iz občutka pomankanja. In to je tako naporno, ampak tako se naravno zgodi. Ne? Moški res ne more dati občutka pomankanja čist stran, če ima pomankanje. Ne? Me pa to začutimo. Meni se bi zdelo sem ful dober hack, se mi zdi to, da moški kdaj nam rečejo ne. Unika nam ponovadi skozi govorijo ja. Ne? Pač tako, dej, ko se usede s tabo na kavč, bo en teden, 2, mogoče ti unke rečeš ne. Pač ne na način, da se te ona ne sme dotakniti, ampak sem tako, pač ne vem, ti se jo dotakni in polk bo ona nekaj hotla od tebe, če bo, sem reč ne, joj ne danes ali pa nekaj. Pol ne bo načasno. What the fuck? In pol bo prišla naslednji dan, spet se bo usedla zraven na kavč in bo tako, čakaj, kva? Zdaj se bom jaz njega probala dotakniti, da vidim, če bo danes. To je dober hack, meni se zdi to dober hack. da seksologi, pač teh seksterapeuti dejansko dajo take vaje, ko rečejo parom, ok, zdaj sta pa domov in en mesec ne smeta seksati. Prepoved imata seksa. Lahko se ljubčkata, lahko se objemata, lahko se dotikata, ne smeta pa seksati. Ja. In kaj to, ta prepoved, oni ponovadi pol seksajo. Ja. Sam pač point te igre je, da se upaš dotakniti partnerja, brez da so ta neka pričakovanja, zdaj mora pa seksati. In dajte si to za izziv. Dajte si reči, evo, zdaj pa en mesec, tudi če že en let nista seksala, zdaj pa en mesec ne smeva. Tudi če me hočeš, me ne moreš. Ja. Ne dobiš. Lahko pa vse ostalo, lahko se pa ljubčka pač pa ni treba dotikava. pri vseh stvareh v življenju glih biti iskren. Če imaš tako svojega partnerja rad, ne, in veš, da mu zelo veliko pomeni masaža, meni recimo pomeni veliko masaža, ne mi reči, te bom zmasiral zato, da bova seksala, ti meni sem ponudil masažo. To je vse, kar mi ponudi. Lahko je v tvoji glavi tudi tu, da bom jaz tako pol rekla, ja, karkoli, ampak tu ne rabimo, veš, kaj mislim. Če imaš nekoga rad, pol tu ni več zavajanja, veš, take stvari. Take stvari so pol v bistvu samo tako, kot da imaš enega kuška, sem hotela reči. Ja, kot da pač imaš nekoga doma, ki mu moraš malo ga strenirati, kot sem ti jaz zanč rekla, če nekdo odpove en gost, ne mi povedati, da bom jaz pol doma paniko zganjala. Ti sem tiho bo, dokler jaz le pridem, pa ga pač ne bo, ne? To se mi zdi. Ja, te masaže so kar kul. Ja. Meni se zdi, da če se masaža ne konča s seksom, brez veze. Kaj smo pa sploh delali? Ja. Tako da ja. Je že avtomatsko, ker pričakuješ na koncu seks, ne? Ja. Preber zdaj to. Kaj je to črno? Ja. Pomanjkanje libida in spolne želje, kako to povrniti in ohraniti, da je v zvezi redno. Zaradi hitrega tempa življenja... to smo tudi že, ampak kaj da, bomo še enkrat. A smo imeli že čisto isto? Bom pa jaz povzela samo. Ne, Zato, ker se- so drugi gledajo, po moje. No, Saj, če se ti ne spomniš, se tudi oni ne bojo. Jaz se spomnim specifičnih besed, ki sem brala. ful Veš. dobro. Pa vem, kako je zvenelo. Zaradi hitrega tempa življenja, težav v službi, otroci, skrb za dom, potem pride tu še razlika med moškimi in ženskami. Moški so vedno za akcijo, ženske malo manj. Potem pa lahko pride do nesoglasij, kar samo še odbije, če ti nekdo očita, zakaj ti ni do seksa. Kako ohraniti, da bi spolni odnos bil enkrat na teden, brez težav, saj se moram kdaj k temu spraviti s težkim srcem in pod prisilo, da je treba. Želim, da bi bila to želja in ne nuja. Poskusila sva že s pogovorom, s pitjem make, španske muhice, tabletke, pa nič od tega. Kontracepcijo sem pol leta nazaj tudi pustila, tudi tu ni razlike. Kakšen nasvet, kaj bi pomagalo, mogoče kakšna dobra knjiga z nasveti, karkoli. S partnerjem drugače v redu sodelujeva vsem, imava skupne interese in aktivnosti, ko ga pogledam, me privlači, pride večer in čas za to, nikjer več poželenja in želje za seks. Ok, tega sem dala zaradi tega, ker se mi zdi ful dobra iztočnica, da se malo pogovorimo tudi o porazdelitvi vlog v odnosu. Tukaj se to skoraj malo bolj nanaša, ko imaš enkrat otroke, ampak tudi pač, ko začneš živeti skupaj.
Kaj si hotela reči? Noč, ne vem, če ima veze, ampak velikrat za Passion Potion pišejo kakšni moški, edini, ki se pritožujejo, tako prav specifičen profil ljudi, so moški, ki mislijo, da bojo ženski kupili vrečko Passion Potiona in ona ga bo oboževala in spet hotela z njim seksati in ne vem kaj. In pol ful jezni pišejo, da pač nategujemo ljudi, ne vem kaj. In zdaj ti tem moškim pač moraš razložiti, da to ni čaroben prašek, da morajo oni doma kaj narediti, ne? Ampak ne moreš jim tu razložiti, ker so pa tudi užaljeni. Ne? Tako da je to ena taka stvar, ki se mi zdi, da se s tem povezuje. Dobro si to rekla. Ja. Ja, prvo kot prvo, ne obstaja čarobni napitek, ki bi ti vrnil libido. Žal. Ja, vse stvari so bolj Obstajajo pomembne. Stvari, ki te podprejo lahko, ki ti dajo več energije, ki ti dajo malo več tega clarityja, ampak pač libido je povezan še s toliko drugimi stvarmi, da Sploh pa ti napitek ne bo dal želje po specifično tej osebi, če ti nimaš želje po tej osebi. Okay? Lahko ti da neke občutke telesne, lahko ti začutiš neko ščemenje, ampak še vseeno mogoče ne boš hotela s svojim možem seksati. Ja, se spomniš, koliko ljudi piše, ko kupujejo špansko muhco, da oni bojo pa to svoji ženi podtaknili. Ja. Da bo ona hotela seksati. Spoiler, ne bo. Ja, Ne te bo, stvari what the tako ne fuck. delujejo. Pač grozno. Mislim, meni se zdi to tako grozno, da moški, pa sorry, to so res moški vedno, da moški čutijo potrebo potem, da ukanejo svojo partnerko v to, da bojo pač hoteli seksati z njim, namesto da bi se malo potrudili. No, glej, prvo kot prvo. Itak, raziskave imamo, ki nam jasno povedo, da moški, ki pomagajo doma pri hišnih opravilih, tudi več seksajo. Ker zelo velikrat je tako. Oba dva hodita v službo, okay? Oba dva prideta domov, pol pa pride ženska domov in, če imata otroka, skrbi za otroke. Kar si misliš, kaj pa je to skrbeti za otroke? Če so sem to zdraven. Ne? Ja, to pomeni, da hodiš na govorilne ure v vrtec ali pa v šolo, skrbiš za, da bojo imeli darila, da bojo imeli vsi njihovi sošolci, ki grejo na rojstni dan, kupljena darila, da vejo, kdaj so ti rojstni dnevi, da jih peljajo na tiste rojstne dneve, da jih peljajo na vse obšolske dejavnosti, na vse treninge. Malce so zjutraj in treba zrihtati. No, to imajo v šoli ponavadi. Ja, to dejansko, ampak polka pridejo domov, Ja. treba skuhati, pomagati pri domači nalogi, nuditi čustveno oporo, prati, veš, koliko je s pranjem dela, pač teh cune zmanjka, sploh če imaš ti otroke, ti sam pereš, pa pospraviš une cune, pa pospraviš posodo, pa kuhaš pa ne vem kaj. Pol skrbiš za dom, razmišljaš o tem, kaj je treba kupiti v trgovini, kaj boš skuhal, česa je zmanjkalo, da bo pospravljeno vse, da bo čisto, da živiš v nekem urejenem domu. In to je zančen ful dober TikTok, sem videla, kaj je ena napisala. Kuhanje je plačana služba, razen če to dela mama. Pospravljanje, to, da je pač čistilka, plačano delo, razen če to dela mama. To, da skrbiš za to, da so stvari kupljene, nakupovanje pa to plačano delo, nakupovalec, razen če to dela mama. Skrb za otroke, plačano delo, razen če to dela mama. In tako naprej. Okay? In ko so vse te stvari, pa to niso samo to, da moš ti to narediti, tudi to, da moš ti razmišljati o teh stvareh. Temu se reče mental load. In to je ena stvar, o kateri se mi zdi, pri nam ful premalo govori. V Ameriki se že malo več, ampak pri nam jaz še nisem slišala, da bi ljudje govorili o tem mental loadu. In to je pa to, kar imaš ti pol skozi v glavi. Tudi če ne delaš specifično tega, razmišljaš, ok, to se pravi, skozi imaš v glavi tisti nakupovalni seznam, kaj treba kupiti, pa dokdaj treba kupiti, pa dokdaj treba tiste račune plačati, pa otroka bo treba jutri peljati, pa imaš še tisto obšolsko dejavnost, pa v petek imajo še ti športni dan. To je nehote, imamo tu pol. Ja, to skozi procesiraš. Zato, ker veš, da če ne boš ti, ne bo noben. Ja. Če se ne moš na partnerja zanesti. Ja. In pol imaš ljudi, ki bojo rekli, ja sej, moški pa mora travo pokusiti, pa mora avtomehaniku peljati, pa on pa žarance zamenjal, ki so za zamenjati. Ja, enkrat na mesec. Točno to. To so vse stvari, o katerih ne razmišljaš vsak dan, ki jih je treba narediti vsake toliko časa in ki jih narediš, so narejene. To so pa vsak dan opravki, vsak dan znova in znova in znova in znova in znova. Pa oba hodita v službo, poleg tega. A ne? In če tako pomisliš, kje boš potem imel energijo za še eno, v narekovajih, obveznost? Ja. Ker pač to potem seks postane, samo še ena dodatna obveznost. Itak. Tako da, Vse, kar si ne želiš, pa moraš, postane obveznost. Ja. Ne? in kar hočem samo reči je,
da dajte si s partnerjem pogledati porazdelitev vlog, napišite vse stvari, ki jih delata na en listek, kaj ti delaš, kaj ona dela, in si pogledate pač najprej, če je fair razporejeno, pa mogoče prerazporedite, se zmenim, pa da se malo drugače naredi to. Prosim pa gledam, zjutraj gledala en TikTok od ene ženske, ki je rekla, ki je čisto popizdila in je pač govorila o tem, kako je njen bivši, hotel se počutiti, da ima on tudi neke odgovornosti, da lahko za nekaj poskrbi in je imel on čez kuhno. In je kuhal in pomival in te stvari. In sploh ni pustil v kuhno. In ona si rekla, meni je bilo ful fajn, sem se počutila tako ena princeska, on zdaj za mene tle skrbi, pa kuha, pa pomija vse. Zakaj on ni pustil v kuhno? Zaradi tega, ker je bila kuhna tako ogabno umazana, da če bi ona videla, v kakšnem stanju je kuhna, bi jo kap. Plesnivo vse, posoda vsa umazana. Tako on je umazano posodo pospravila nazaj. Gobica, s katero posodo pomival, je bila mehko manjka plesniva, pač ogabna. In bila ona samo tako, in ti si meni to dajo za jesti iz teh umazanih krožnikov, vse. Rekla, v hladilniku, če nekaj se polile, je bilo polito, pač če bo nekaj plesnivo, je bilo plesnivo. Pa moraš sam poskrbeti, ne, zato da je. Ja. In pač ne biti to. Ja. Ja, hkrati pa pač tudi moraš nekomu zaupati, ne, če bo poskrbel za tebe, pač bo, ne. Tu so res ekstremni primeri, ne. Ne, se to samo tako, absolutno. Hočem samo reči, da pač pull your weight. Ja, meni se zdi dober način, kako jaz to ponavadi naredim. Jaz povem, kaj jaz rada delam, ne, pa rečem, jaz bi rada tu, pa tu, dej, jaz bom tu, ti pa ne boš, ker tu bom jaz. In pa pogledate, če se kaj prekrižajo te stvari, recimo, če on slučajno ful rad perilo zlaga, pegla, nekaj, in pa vidite. Tako, se mi zdi, da včasih, veš, tako tehnično si pari razdelijo, veš, in pol se nalaš jebejo v glavo in zato, ker sem jaz mogla zdaj smeti odnes, ker mi ni všeč, boš pa ti perilo obešal. In pol bo oboje slabo narejeno in tu in tu. Ja. Namesto, da bi samo pač si dal zadelati tu, ker radi delamo, pa pol si mal pomagal kdaj, kadar vidimo, da je komu težko. Ali pa tudi, kadar mu ni težko. Ne? Tako. Ja. Da moraš pa res tudi prevzeti kakšno nalogo, ki pa ti je odveč pa grozna, pa jo hejtaš. Ja. Pa pač včasih moraš res pogotniti, ker kakšna stvar bo vedno ostala, ki jo noben rad delal. Ampak se pa on tudi nekaj, kar pač on ne mara. Ja, pa zelo tehnično je pač tako. Največje odrekanje ti prinese največji bonus. Se pravi, največ se boš odrekel danes svojemu času, če boš naredil nekaj, kar ona res sovraž. Ne? Res sovraž. Ne vem, kva res sovražaš. Ker ne boš nikoli nočeš. Smeti odnes. Vedno, da bi rada, da kdo namesto. Ampak tu že on nese namesto tebe. Ne vsakič. Ok. Drugač, to mi gre pa prav. Ok, ampak tu ne bi dosti, da bi te pripravil v seks, da bi sem smetila. Ne, ampak da bi po vsakič bile smeti, da ne bi nikoli, da bi bilo, še preden bi bile polne, da bi bilo odnešene, da nikoli ne bi bile polne smeti. Okay. To bi bilo pa tako fajn, to bi bilo pa tako seksi. Ok. Jaz recimo zdaj češen ne morem nabrati že en teden, previsoko so. Če pridem jaz domov, pa mi moj nabere češne in da jih ni na drevesu, ampak so v spotu košari. Jaz se slečem cela in se vržem na to v češne in pač akcija. Noro, vidiš, take težke stvari, da ti pomagajo. Tako. Ja. Pač meni ful te malenkosti. Ali pa zdaj najbolj butasta stvar, jaz sem Gorenc. Ne? In jaz, ko v air fryer dajem peki papir, ga moraš malo odrezati, da paše noter. Pol jaz te odrezke shranjujem. Ker pač škoda bi je stran vrš, ker še dober peki papir. Pa jih pa porabim. Recimo, če imam kakšno manjšo stvar, pač porabim jih drugače vedno. Sam se naberejo, pa jih je včasih malo več, kot bi jih človek rabil, ampak pa jih počasi zmanjka. Si predstavljala, da imaš take kože? Ne, tako odrezke. Ja, stanejo in pol jih dam, ne vem, če imam samo manj piškot za pogreb v airfryerju. Ali pa kaj ta. Pač ja. No, jaz vedno jih pol na koncu nekako porabim. Ampak pač se mi zdi tako, sama sebi se zdi trapasta, da to delam, ampak pač ne morem si pomagati. In vem, da včeraj si je ja nekaj delal v airfryerju. In sem videla, da je mi dal odrezak unga. Pa še vem, da je bil od njega zato, ker je bil druge barve, ker je zmanjkal unga rjavga in je bil bel. In sem dobro tako. Pa če veš, opazuje, da meni to nekaj pomeni, pa nikoli mu nisem rekla, da je mož pa to, pač, da to, če bi ga stranil, ga pač ne bi sploh opazil. Yeah. Ampak tako, ker je bil to zelo tako. Opazuje pač moje butaste, pač krajne bedne navade in je vedel, da bo meni to veliko pomenili, ne do tja. In mi je, veš, koliko mi je veliko pomenili, tako sem bila, jej. Tako da, take malenkosti. Mislim, jaz ne bom povedala, ampak tudi, če ti partner pove, pač take malenkosti se opazijo. Ja. Kukor biznis lahko tudi gledaš tu, ne? Lej, najdeš pain points, pa najdeš neke rešitve za te njene pain points, pa tako. Meni se zdi to kar podobno. Mogoče sem jaz malo preveč v Lux Maxing padla. Ki se oni vnašajo, ajde.
No, tega mi je prebrala čist kratek, ampak to smo se že mečkano dotaknili, pa bomo samo to končali. V glavnem, to je ena napisala, ko smo imeli na Instagramu to debato o tem. Jaz bi samo dodala, da ni nujno moški tisti, ki je vedno za akcijo. In, kot smo rekli, res je, pač ni vedno moški vedno za akcijo in ful smo si škode kot družba naredili s tem, ko smo začeli verjeti, da so moški tisti, ki bi mogli vedno biti lovci, ki bi mogli vedno si želiti tega in da če oni kdaj niso za, da je pa zdaj nekaj narobe. Ampak pač tudi oni so sami ljudje in tudi oni imajo čustva in občutke in jim je lahko naporno v življenju in so lahko pod stresom in so lahko zmatrani. In tudi na njih lahko tako, kot na nas vpliva to. Tako da pol imaš pa situacije, ko boš pa zdaj ti prebrala, tegale. Ampak kaj pa v situaciji, ko si ženska z zelo visokim libidom in praktično vsak partner, ki ga imaš, je zaradi tega kar malo down. Jaz kljub stresu in težkim situacijam ne pašem v to skupino žensk in poznam vsaj še 2 taki. V smislu, da si kljub stresu, pa kljub temu, da je naporno, še zmeraj želi seksa, ampak partner si ga pa ne. Tako da z libidom imajo tudi moški precej težav. Alkohol, stres, čustvene stiske, samopodoba. Pa še mogla to drugega preberka zraven. Mene bolj zanima njegov libido, kako ga izzvati. Sem mama 5 enoletnice, imam svoje podjetje, opravila doma so 3/4 na meni. On ma ne zdaj, ne pred otroci ni bil glih mahnjen na seks. Jaz bi si pa želela več intimnosti. Enkrat na 5-6 tednov mi je res premalo. Kaj so ubijalci libida? Veliko kadi in ogromno kave spije, na primer. To zdaj niso nujno ubijalci libida, ampak odgovor na ta 2 sporočila je bil potem nasleden in sem ga vključila. Nekajkrat sem se posvetila samo njemu in to ga je potem napalil, da sva nadaljevala v seks. Ko masaža. Včasih sem se tudi oblekla v seksi perilo in ga pričakala tako v spalnici. Izkoristiš tisti trenutek, ko veš, da bo otrok spal, da se lahko posvetiš drug drugemu. Uporabiš nekaj, kar veš, da tvojega moža, partnerja zrajca. Mogoče celo, da pred njim začneš sebe šlatati oziroma vzameš kakšno igračko in začneš na sebi. Mojega bi to čist zrajcalo, ker bi ga čist presenetila s tem. Prosim, naj bo tudi z moje strani anonimno. Ok. No. Ta punca je ful dobro naštudirala vse stvari, ki njega partnerja napalijo. In to je ful dobro. In zdaj smo na ta drugi teoriji, o kateri bomo danes govorili, in to so zavore. Kva? Zavore in pospeševalniki. Meni je fascinantno to vse, kar zdaj govoriva, zaradi tega, ker sem jaz mislila res vedno, da moramo da si mora človek res želeti in da ti ne smeš z ničemer siliti ga. In jaz sem pol tudi nehala, recimo, če sem jaz hotela seksati, ne? In pač ona je zdaj naštela, kaj ona naredi, da njen mož hoče seksati z njo, ne? Jaz se ne bi niti do te mere potrudila. Jaz pač bi vprašala, pa bi mu dala svobodno voljo, da se on odloči, ko bi rekel, ne bi jaz tu zabito spoštovala in ne bi seksala. Pa v resnici pa lahko malo se potrudiš. Tu si zdaj ti kot trud opisala, ne? Jaz sem pa celo življenje tu videla kot da moraš nekoga prepričevati, da seksa z mano. Da ga moramo prepričati. Tako se moje veliko ljudi počuti. Ja. No, evo, zato je pa ta druga teorija tudi ful pomembna. In še to, kar je ona opisala, to ni nujno, da bo delovalo za vašega partnerja. To je ful pomembno. Tako da treba je ugotoviti, kaj bo. Ja. V glavnem, pospeševalniki in zavore. To si že slišala? Ana, si. To je koncept iz knjige od Emily Nagoski in sicer so spolni pospeševalniki različne stvari, ki te spravijo in the mood. Vse o tem smo že večkrat govorili prej, ampak to ima dejansko poimenovanje. In zavore so pač stvari, ki te zabremzajo. Te pospeševalniki in zavore so na delu cel dan. Vsak dan, vsako sekundo dneva in so tukaj z namenom. Pač zavore imamo zaradi tega, da ko smo na družinskem kosilu, nas neka situacija ne bo vzburila. Zaradi tega, ker so pač nas ta situacija bremza, in pretehta vse tiste pospeševalnike načeloma, ko bi se zgodili zaradi tega, ker si pač v trenutku v situaciji, ki ni primeren za to, da se ti spolno vzburiš. Zdaj, imamo različne pospeševalnike. Jaz si bom kar
bom kar prebrala, da ne bom kjer ga spustila, ampak tukaj si isto lahko naredite pauzo in greste s partnerjem čez in rečete, ok, meni to pa to mi je pospeševalnik, to pa to mi pa ni, ker imamo različni ljudje različne. Kaj je prav nek seznam tega? Ali Ma, to tega je neskončen seznam? neskončen seznam. Aha, to so Jaz bom dala tako samo abstraktne primere. stvari. Okay, Ja, kar jaz bom dala ene par primerov, zato da si lažje predstavljaš, ampak neskončen seznam je, ok? Recimo, pospeševalniki so fizični dražljaji, to se pravi dotiki, poljubi, masaže, določeni gibi. Okay? Čustveni dražljaj. In to je tudi, ni zdaj samo eden dovolj. Velikrat jih je treba malo več skrbdati. To zdaj zveni ful zakomplicirano, ampak ful ni. Dejansko si ti lahko dobesedno s partnerjem narediš seznam vseh svojih pospeševalnikov in vseh svojih zavor in polk je recimo partner, če imaš recimo partnerja zdaj, ki ima spontano spolno željo in se on zaželi seksa. Gre on lahko dobesedno po tem seznamu in naredi, ne vem, reče, ok, vsaj ne 5 teh moram narediti, vem iz izkušenj, da vsaj 5 teh je treba narediti in dela kljukice in poskrbi za to, da on ustvari okolje, v katerem si boš pač potem ti želel seksa. Pa čez cel dan, ne? On Čez že cel zjutraj dan, začne na tem To seznamu. je najboljše, da začneš zjutraj. Zato, ker tik pred je premalo polna časa. Tako da, točno to. In če se komu to zdi preveč dela, pa pač ne seksa. In to so vse stvari, ki niso zares dejansko s seksom povezane. Ne? Recimo, lahko je smeti zjutraj odnese Tako. in je že naredil eno izmed tega seznama. Tako. Exactly. Ja. Ker je nek ta load odnesel od nje. Ja. Ali pa od njega. V glavnem, jaz sem potem to tako rekla, na dekliščini sem bila, evo, glej, ti, če imaš odzivno spolno željo, se moraš v narekovajih, ni to zares trud, ampak potruditi za to, da se vzburaš. To se pravi, nekaj je treba v to vložiti. In zakaj ne bi potem tiskama spontano spolno željo tudi vložil nekaj v narekovajih truda oziroma nekaj naredil za to, da pač se bo ta seks zgodil. Oba morata pač narediti, samo na drugačne načine, zato ker imata pač različne spolne želje. In s tem ni nič narobe. In čisto obe sta normalni, treba je samo delati s tem, ne delati proti temu, delaj s tem. Ja. In pol, ko poznaš vse te stvari, je ful lažje delati s tem. In življenje postane 100-krat lažje. Zveni na prvi pogled, jaz mislim, da veliko ljudem težje, ker si mislijo, koliko enih pravil, pa koliko enih stvari, a v resnici, ko to enkrat razumeš, ko to enkrat veš, ti pride naravno in spontano. In je to tako, kot da bi plaval s tokom. Ja. Pač samo gre naprej, ful enostavno, kot po maslu gre. Sam treba si jo vzeti, mogoče pa postaviti temelje. Ja, Ko imaš te temelje, je tako smuce, mislim, pač večinoma, itak, življenje se zgodi. Ja. Ampak, overall, ko imaš ti te temeljne postavljene, pač pa je fulaži naprej. Tako da, zato vam pravim, pač napište si te stvari. Pač te kljukice delaš, ne vem, prvič na papirju, pa jih delaš v glavi, že veš, kako narediti. Pol v bistvu ti rata to del rutine. Pač to pol ti rata tako naravno in normalno, da sploh ne misliš več, da delam pa to za seks. Ampak pač to delaš zaradi tega, ker ja, ti po naredi moje boljše je življenje. tudi ful velik problem tu, pač ne vem, da še enkrat mogoče ozavestimo tu, kako smo res v stiski vsi in kako se nam zdi, da ne smemo nekoga preprečevati. Tu bo moja največja naloga nasploh v zdaj naslednjih časih, da si bom dovolila tudi tukaj hoteti, da nekaj narediš za to. Ker je tako funky, ne? Za seks ne rabimo delati, ne? Drugače so nas učili, da seks pride spontano in da seks pride iz želje in da zato ne rabimo delati. Zdaj pa bomo mogli kar delati. To me je full funky. To jaz nisem osvojila drugače. Ampak tudi, ko tako pomisliš, pač delati. Kaj pa je, ko začneš datati nekoga? Saj vem, da A ne? ni... In je isto. V bistvu, kaj narediš? Splaniraš date. Veseliš se tega dejta, pogovarjaš se, si rečeš, ko mi čakaj, to pa to. Planiraš v svoji glavi seks. Pač tako potiham, ampak pač si misliš, seksala bova. Pač v bistvu tega takrat ful več narediš, ampak ne razmišljaš na tak način o tem. Ampak je v bistvu isto, delo je. Pač vložiš trud, vložiš čas, vložiš razmišljanje o tem, samo da takrat se ti zdi to ful enostavno, zaradi tega, ker še hormoni ti pomagajo, ker takrat si preplavljen s hormoni, tega danes sploh nismo omenjali, vse smo že velikrat, upam, da ste poslušali kakšne epizode, ampak ne na začetku imaš ti vse te hormone, ki delajo tvoj prid, ki ti pomagajo, da spolna želja pride praktično sama od sebe. Ampak v bistvu ti tudi delaš stvari za to, sam se ne zavedaš, da jih delaš, ker so ti tako naravne in spontane. Ampak to lahko ti dosežeš kasneje tudi. Tudi, ko te hormoni grejo stran, pač po pol leta, enemu letu, te začetni hormoni adijo, ni jih več. In moraš pač ti malo bolj zavedno vložiti čas pa trud v to. Ampak to ne pomeni, da ga prej nisi rabil. Sam lažje je bilo zaradi hormonov. Ja.
Tako Ja, da, zdi se mi podoben mogoče princip, kot veš, ko ženske rečemo, če moram pa moškemu reči, naj mi rože prinese, pol pa niso več vredne, ko mi jih prinese. ja. Tu se mi zdi tako podobna stvar, ker se pač moraš malo potruditi, pa se ti pol zdi, da te noče. Ja, ampak ni to tako. Ne, itak da ni. Tako. Veliko pa misel žensk, da je. In moških. Ja. Ampak to moramo prekalibrirati naše Ja. misli. Vadati. Tako da, evo, fizični dražljaji, pa imamo pa čustveni dražljaji, občutek ljubljenosti, občutek intimnosti, zaupanja, to je najpomembnejše. Pač tako po raziskavah, ta občutek zaupanja, to, da ti lahko rečeš, ne pa bo ta tvoj nespoštovan, to, da si lahko res ti, avtentično ti, to je največ vredno. Okoljski dejavniki, to se pravi, kakšno romantično vzdušje, ne vem, svečke pržgeš, musko pržgeš, greš na neko romantično večerjo ali pa ne vem, sprehod ob zvezdami ali pa greš luno gledati ali pa kaj takega. Misli in fantazije, to se pravi, to je lahko recimo sexting tukaj bi lahko bil zraven čez dan, da si pošiljaš kakšne sporočila. Ena punca enkrat tako dobro mi je napisala na Instagramu, je rekla, to sem mogoče že tlekdaj govorila, ampak bom še enkrat, da ona svojemu partnerju čez dan napiše, ne vem, rdeče ali pa belo in je pol to, ne vem, kakšno vino bo bilo ob večerji, potem tangice ali brez, ali masaža, ali ne vem, glavno, ona mu različne ali piše čez dan in pol on izbere kaj in pol vsega to pričaka, ko pride domov. Pač kjer je dobro, ti še sam sebe napališ s tem, ko to sprašuješ. Pa še malo si olajšaš stvari, Malo si olajšaš, sam ja. zbrati, ne? Tako da, ali pa lahko recimo pač, mogoče ugotoviš, da te ful napali to, da pogledata skupaj pornič. Nič narobe s tem, kaj? Zakaj pa ne vem, ali pogledajo pornografije, ali pa kakšen erotičen film, ali pa kaj takega. Varnost in sproščenost, to se pravi občutek, da je prostor intimen, da je zaseben, da te noben ne bo zmotil, da se res lahko pač prepustiš popolnoma, ne? Tako da, pač v njunem primeru je seksi perilo, ustvarjanje erotičnega vzdušja, za koga drugega lahko je drugega. Zame je to, da sva stuširana, da so stvari pospravljene, to, da sva se čez dan imela fajne, da sva skregana neki, če sva skregana mene, ne bo bilo do nobenega seksa in tako naprej. Imamo pa zavore, to so pa še skoraj bolj pomembne, mislim, ne, v bistvu ne, oboje je zelo pomembno za razumeti, zato ker če imaš ti imaš lahko vse te pospeševalnike, ta prave vključene, ampak pač, če so zavore močnejše, ne bo to nič pomagalo. Tako da, fizični dejavniki lahko so utrujenost, bolečina, neudobje, čustveni dejavniki, da si pod stresom, da si tesnoben, da imaš slabo samopodobo, da si nesiguren. To so vse stvari, ki negativno vplivajo na željo po seksu. Okoljski dejavniki, ne vem, lahko je preveč svetlobe, lahko so neki moteči zvoki. Zadnjič smo imeli mi neko delo zunaj in sem prav na te pomislila, ko imaš skozi to neko ropotanje pa zbijanje. Jaz se že navadila, veš, prav tako ne dojamem več. Se mi zdi, da se je moj živčni sistem okrepil. Nice. Res. Kar stresno je to. Ja. Pomanjkanje zasebnosti, recimo, ne? Zdaj, recimo živiš doma s taščo in ti lahko vsak moment uleti. Čeprav jaz sem še zmeraj zagovornik tega, da če imaš kakšno tako situacijo, fucking zanalaž greš seksat. Če slišiš tiste korake, hitro se sam slečeš pa začneš seksat srednjevne. Ker te bo enkrat videla, mogoče naslednjič ne bo več škola želela kar udirati noter. Yep. Pa družbene norme ali prepričanja. To so zdaj vse stvari, na katerih je treba več delati. Ne? To niso stvari, ki jih čez noč odpraviti, ki jih lahko kar odklukaš stran. Ampak ne. Občutek sramu, krivde, notranji konflikti glede spolnosti. Tukaj, če povzamemo, kako si bil vzgojen. Pa če si imel kakšno travmo glede spolnosti in vsega tega. Ne? To so ogromne zavore, ker si lahko vsi pospeševalniki vklopljeni, ampak pač to bo velikrat prevagalo, če ne boš delal na tem. Pa strah ali nevarnost, to se pravi skrb glede nosečnosti, skrb glede spolno prenosljivih bolezni, neprijetni spomini ali travma, v bistvu to zraven paše. In, glavno, pospeševalniki iščejo razloge za seks, zavore iščejo razloge proti seksu in pol moraš nekako prevagati v za. In kot sem rekla, naredite si seznam. Pač res se pogovarjate s partnerjem in vas bo pač lažje razumel in ne bo rabo pol spraševati, kaj pa je narobe. Vklopi možgane, pa sposobnosti opazovanja
in boš takoj videl, kaj narobe, sploh ne rabiš vprašati. In pa lahko tudi narediš nekaj glede tega. Ok. Drugač, imam tudi en vprašalnik, ki ti lahko pomaga pri tem. Jaz sem mislila, da bo šla čez njega, sam sem dala to kot za zaključek, tako da bomo videli, kako bomo časovno tudi. Če ne ga bomo pa napisali samo v opis spodaj, pa boste vi lahko to lepo si prebrali. In je to. Dej, a boš ti si sam napiš, da bo Sara pol vela, da mora to noter dati. Vse to je v tem outlineu, sem kopirala. Okay. A boš? Dobro, ja, to bo to. Še ena zadnja stvar, ki je pa zelo fajna. A kaj rabaš? Ne vem, moj telefon se polni, nič pozab. Okay. Še zadnja teorija, o kateri bi danes govorili, so pa jeziki ljubezni. To zdaj ni taka teorija, ki je tako, zdaj pa točno tako je in to ti bo zdaj vse rešil, je pa ful dobra. Pomaga. Ful pomaga. Ful je dobra teorija za razumeti. Sploh zaradi tega, ker mi ponavadi izražamo ljubezen na tak način, ki jo radi prejemamo. Ampak, če mi hočemo partnerju pokazati, da je ljubljen, moramo mi izkazati ljubezen na način, ki jo on želi prejemati, ne na način, ki ga mi želimo prejemati. Kar je težje, sam pač s tem narediš veliko več za vse skupaj. Zato, ker imaš ti lahko nekoga, ki mu največ pomeni, da slišiš besede afirmacij, da si da te imam, super zgledaš, super si to naredil. In potem ti to skozi partnerja govoriš. Ampak njemu pa največ pomeni, recimo, kakovosten čas. In on se ne bo počutil ljubljenega, če boš ti njemu stokrat povedal, da ljubim te. Tudi opazil ne bo. Točno tako, tudi opazil ne bo. In potem se ti počutiš, joj, glej, kvaj je se trudim, skozi mu govorim, da ga imam rada, skozi mu govorim, koliko je super, on pa tega sploh ne ceni. Ja, Oziroma še celo reče, da mu nič ne dam. tako. Ampak ne čudnega, zato ker mu ne daješ na pravi način in pač pol to nič ne nuca. On sprejema samo lere, ti mu daješ pa fucking frank, ali ko ima na to, ne? In pač ne gre čez. Exactly. Tako da, 5 jezikov ljubezni, kjeri so? Sara? Dotik, besede, kvaliteten čas, dejanja, tako pravila, kukar neki. Jep, tako. Pa darila. Bravo. Kako si jih hitro naštela? Če vem, jaz to vse. Ja, ne, jaz jih vem, pa jih včasih prav razmišljam. Ja, to sem pa jaz zelo, veš, to je pa moj mogoče special interest tudi ti jeziki ljubezni, pa tako, se mi zdi zelo zanimivo. Ja. Ja. Jaz sem vam zdaj povedala en cheat code in sicer na internetu imaš veliko teh kvizov, ki ti povejo, kjer jezik ljubezni imaš. Nimaš ti samo enega, jih imaš več. Ampak ti prav po procentih pol pove, koliko procentov česa imaš. In to rešta skupaj s partnerjem in potem si to zapiš nekam v beležko, ki boš pozabil. Ne? Pa ne veste vi tudi po občutku, kateri je vaš jezik ljubezni? Ne za partnerja. Za partnerja. Za sebe veš, ampak za partnerja pol pozabiš. Ja, hitro pozabiš. Okay. Ja. Okay. Ker jaz sem pozabila pol kdaj malo. Pač vem za tega, ker že tako dobro poznam, ampak tako včasih, tako mi da sva rešila ta kviz, pa sem pa že kar malo pozabila, kaj točno je že pisal tam noter. Vem tako, ampak če bi mogla zdaj točno povedati po vrsti, kako so, ne spomnim se. Veš, iz kje izvirajo pač kao ti jeziki ljubezni in zakaj imamo enega tako bolj izraženega? Zakaj je meni recimo moj jezik ljubezni dotik? Naj bi bilo malo povezano s tem, česa si najmanj v primarni družini dobil. In zdaj si to stvar rezerviral za najbolj pomembno stvar, ki bi si jo želel enkrat, ne vem. Ali pa ti največ pomeni, ne znam razložiti. Recimo, mene se doma niso dotikali in jaz tudi ne maram, da se me drugi ljudje dotikajo. In zato dotikanje pol prešparam za nekoga, ki je doma, on se me mora pa skozi dotikati. Tako da to je moj jezik ljubezni. Pol nekdo, ki doma mu niso nikoli rekli, rad te imam, je velikrat njegov jezik ljubezni mogoče z besedami izražanje. Nekdo, ki je mogel vedno vse sam narediti doma in mu je bilo zaradi tega ful težko, so opravila, da mu vzameš load njegov jezik. Nekdo, ki se cenjenega ni nikoli počutil, nikoli niso za njega praznovali, nikoli niso o njemu razmišljali, si želi darila velikrat dobiti in pol tudi na tak način kaže. In pol je ful bolj logično, če tako pomisliš, zato jih verjetno sem si zapomnila. A veš, da po mene pa glih tako, da recimo od mojega atija, po moje, če bi rekel 90% njegov jezik ljubezni number one, kako on kaže, je pomoč. In on je v tem, jaz samo rečem, joj,
ena lučka mi sveti v avtu. Pa to je lahko med kosilom. On bo skoraj še povedal, ne bo do konca, on bo že šel tisto lučko gledati, kaj je narobe, kaj treba zrihtati. Pač takoj. To njemu ne bo znal toliko z besedami, ampak ta pomoč, to je pa pravno. In tega nisem včasih toliko razumela, zdaj pa ful vidim in cenim to. In pač to je tako moj number one. Okay, in meni to, zaradi tega, ker sem, pa mogoče, včasih tega nisem toliko delala, ampak zdaj, ker sem to malo bolj analizirala, pač prav vidim, da meni to toliko pomeni, da nekdo pač mi nekaj pomaga, da nekaj zame naredi, da mi na tak način pokaže. Mogoče pa ni povezano s pomanjkanjem, ampak z močnimi občutki v otroštvu. Ti si imela zelo močne občutke ob tem, ker ti je ful pomagal. Pa so bili pač slučajno pozitivni, moji so bili pa slučajno močni, pa negativni. Ne? In imam pa na tu pol navezanga. Ja. Ful zanimivo. Ja. Okay. Kaj moj je ta mogoče number one, potem dotik, tudi ful, pa besede. Tudi kakovosten čas, ga obožujem, ampak se mi zdi, kakor da ga ne rabim toliko nujno. Ful sem vesela, kaj je, ful si ga želim, ampak če ga slučajno ni toliko, mi ne bo toliko pomanjkanje, kot mi bo recimo pomanjkanje pač pomoč. In darila so mi pa najmanj. Pa to ful veliko ljudi misle, darila, to so pa samo materialisti, hočejo darila, ampak fora daril je, da ti nekdo s tem, ko vidi kinderjaček na bencinski, ki je šel tankat, kinderjaček reče, Lucija ima ful rada kinderjačke, bom en kinderjaček kupil. In to je to, pač to so darila, da ti z darilom pokažeš, da si na nekoga pomislil. Ja, tudi koga pač ni zraven. To. Tako. In v bistvu so vse te stvari take, pač, da ti s tem pokažeš. Ja. Tako da, če ima tvoj partner ful močen jezik ljubezni, besede potrditve in mu ti to kažeš z darili, ne boš nič dosegel. Pa zdaj še zmer bo to lahko cenil, ampak ne bo mu tiste luknje tle not zapolnili. Lahko najmanj fališ, če pač v enem dogodku tu vse zapolniš. Ja. Se pravi, narediš večerjo in to je kvaliteten čas. Potem pač pospraviš po večerji, ali pa tudi pred večerjo, ne vem, pol nekaj se je dotikaš, potem govoriš lepe besede in pa še daš darilo tam na mizi zraven in pol bo hotela seksati. Ja. It doesn't work like that. Jaz bi, na meni bi. Ja? Okay. Absolutno. No, kar sem hotela s tem povedati, je to, da potem ljudje mislimo, da sem enega od tega moramo, veš? Ja, da pol, če imaš ti najrajš čas, bom jaz pač lepo vse smeti odnesla, avto, prala vse in pomoč ti, ker hotela seksati z mano. Ja, ne, it don't work like that. Absolutno ne. Yeah. Ampak so pa to stvari, ki so del tistega, pač to so v bistvu, to so pospeševalniki. Ja. Če ti pravi jezik ljubezni vključiš, je to en ful dober pospeševalnik. Ja. Ampak ni pa to vse, kar je pač potrebno. Jaz mislim, da so te stvari za uporabljati pač v vsakdanjem dnevu. Ne takrat, veš, instantno nujno, zdaj ure preden gremo seksati. Ja. Ne, pač tudi skus. Vsak dan. Tu so navodila za življenje. In pa, če jih dobro upravljaš, imaš za nagrado seks. Ampak še za večjo nagrado? Zadovoljstvo, ne vem. Super odnos. Ja, no, vse to. Super partnerski odnos. Ja. Zdrav, ki traja, ki se imaš rad, ker je šlo skupaj čez vse. Tako da to so navodila za življenje. Zanimivo je, ko smo mislili v filmih, pa njim se kar vse avtomatsko zgodi, no? Vse se jim tako poklop, mi pa moramo tako tehnično pristopati do tega. Pač take stvari, ki si ti danes ful povedala, ful pomagajo. Je pa malo mindfuck, kot ko pol pomisliš, seks je tista naša neka primarna stvar, tam bomo šli zdaj seksati, vmes moramo pa zračunati, pa po listu si malo odkljukati, katere bomo posvečevalnike naredili, zato da bo pol šlo. Tako, moraš planirati neko tako stvar, pa je malo funky. Ni funky? Tebi kdaj to? Ja, je. Meni je. Jaz se počutim inadequate in kakor da je nekaj z mano mogoče kdaj malo narobe, ko planiram stvari. Če se ne zgodijo same od sebe. Ja, jaz sem pa srečo, ko rada planiram stvari, pa mi je skoraj lažje, da planiram. Okay. Sem to pač, ko smo si različni. Pa še to bi rada rekla, ne? Pač mi so zdaj tle ful govorili o tem, kaj vse za seks, pa seks, pa seks. Seks v relationshipu je tako, se je ful pomemben, sploh če ne štima, ampak vse te stvari, pač kot smo rekli, to so prav navodila za življenje, pač vse to delaš ne zato, da boš seksal na koncu, ampak zaradi tega, da se boš imel lepš, tudi takrat, ko ne seksaš. Ker pač, kot smo, seks traja tiste pol ure tam, s prepravo in vsem, kaj pa vseh tistih 23 ur pa pol, ko ostane, pač hočeš si ti narediti cel življenje lepši in boljši in hočeš narediti življenje od partnerja lepšega in boljšega. In cel point partnerstva je, da hočeš pač, da je drugmu ful fajn, da je te fajn, ampak da je drugmu tudi fajn, tvojemu partnerju, zaradi tega, ker če imaš ti nekoga rad, njegova sreča je tvoja sreča. Se ti nalezeš od tega in
Če nekomu malo težje pomagaš, toliko bolj zdaj temu in obratno. In kaj obema super, se imata oba super in kaj obema težko, si pomagata, da bo drug drugemu, da bo lažje. In pač to je point partnerstva. Ni point partnerstva zato, da boš ti lahko seksal vsak dan. Če si ti v zvezi zato, da boš seksal vsak dan, pol pa nekaj hudo narobe s tabo. Preveč problemov si delaš, zato da Ja. seksaš vsak dan si v zvezi. Se da That's lažje. fucking weird, ja. Tako da pač point partnerstva ni to, da seksaš, ampak da se imaš lepo. Seks je pa en bonus zraven. Ja, predvsem tem je pa treba pač samo pomisliti tudi to mogoče, če si s pravim človekom. Tako se mi zdi, da smo v napačnih odnosih, pol jih pa probamo rešiti s takimi navodili, ki si jih ti danes tle povedala. Itak da ne deluje, ne? Če Ja. ti nekdo ni, pa ima drugačne vrednote kot ti. Tu je pa treba vse prej poštimati, ne? Najtežje je pa to. Ne? Ja, to bi pa lahko še eno celo epizodo samo o tem Če posnela. imaš samo z libidom problem, pol si še dober. Ne, če sem tu problem tle, ne? Pač poklukaš pa gre. Ja, če nič od tega ne deluje, Večinoma je poj pa nekaj drugega, večjega problem. good point. Ja. Se pravi, lahko v bistvu dejansko probamo, pa vidimo, če deluje, ne? In če še zmeraj je ful velik problem. Pa je nekaj drugega. Tako, če reš na zabavo, pa se nimaš fajn na zabavi, Ja. pa je ali problem družba, ki je na zabavi, Ja. ali problem v tebi. Ali si bolan? Ja. Ki pa imaš vročino. Tako da Najljubša znamka seksi igračk in kondomov. skin, Zakaj? zato. Ker so to najboljši kondomi, niso narejeni iz lateksa in lahko uporabljajo jih občutljivi, unika smo alergični na lateks, skratka, bomba, imaš navadne, imaš tanjše, imaš elitne, imaš posamične, imaš rabbit vibratorje, različne igračke za vse okuse, drugi power flower. V glavnem na pitchpop.si dobiš vse izdelke od Skin, uporabiš pa lahko na koncu kodo med nama 10, če hočeš še kaj prešparati in tu je tu. Noč, v glavnem, never have I ever nimam, zaradi tega, ker sem mislila, da boš šla čez te pospeševalnike in zavore, ampak jaz mislim, da je boljš, da to greste vi sami čez, ker če ne, bomo tle še eno uro. Prav. Bomo jim dali spot. Lahko pa damo samo enega, lih sam to, Ajde. da za zaključek. Ajde. Kaj te najbolj vzburi? Ne, dajmo to, ta je preveč basic. Da se To počutiš. je tako basic vprašanje, da ne vem, če zna kdo na njega Zdaj imaš odgovoriti. potem, Znaš ti, kaj imaš te pol najbolj pod, imaš vzburi? pol pod vprašanje. A ja. Fizični dražljaji, naprimer dotiki po ljubi, ali obstajajo določeni zvoki, vonji ali vizualni dražljaji, to je malo, da ti pomaga. Ampak dajmo to opustiti, ker to je preveč basic. Ja. Kdaj se počutiš najbolj samozavestno? Recimo, kaj ti Kdaj se daje ti- občutek privlačnosti, lahko Kdaj so to se ti- oblačila, lahko so komplimenti. Daj se ti, Jaz se počutim najbolj samozavestno. ko plešeš na drogu. Ne, to. Ne? Ah, kje? Res ne? Ne. Zato pa pol greš, praviš, da se tako kul tam počutiš, ko plešeš. Najboljši, ja, večino plesa ob drogu, veš kako treningi potekajo. Najprej pol ure imamo ogrevanje, zašvicaš na polno, naporno je, čeprav sploh ne delaš na štacga, se ti zdi, da pač so to kar neke mal vajce, ampak v resnici je ful naporno. In potem imaš conditioning, ki moraš pač delati razne dvige na drogu, samo zaradi tega, da dobiš moč. In pol imaš mogoče 20-25 minut dejanskega učenja nekih elementov in pač ne gre ti. Ja, To, kar ti nekaj rata, si tako jaz. In se počutiš tako, ne seksi, ampak se počutiš sposobnega, močnega. Okay. Zadovoljen si, ker ti je uspel nekaj, kar Okej. prej nisi znal. Mhm. Ampak ni pa tako, da bi se. Ampak veš, imaš različne droge, pač mislim, imaš različne treninge. Imaš kakšne, mi imamo bolj te, ki delaš neke elemente, ki mu pač še na moči, imaš pa bolj kakšne te, ki so bolj seksi pa fluidni. To ne delamo mi in jaz to ne bi sploh mogla, ker nisem Ne fluiden, bi mogla. seksi človek. Ok, me zanima. Jo, zdaj sem ful analizirala, to je zdaj čisto nepovezano, ampak zdaj sem ful analizirala malo te zaporočne plesne. Jaz sem gotovila, da jaz, ko plešem, ful noge dvigujem. Tako pač visoko. Tu je en tak koniček. Ja. In zdaj sem zvedela, da ne smeš, da če hočeš dobro izgledati, moraš imeti noge čim bolj pri tleh, čim bolj moraš nad tem. Slajdat, ne? Ja, Ja, in ja, jaz sem ja. bila kar tako. Okay. Tako da zdaj moram videti, kako bi to potekalo. Wow. Nimaš glih nadzora nad svojim telesom, so Ne. tvoje telo pa možgani povezani. Mm. Moji niso, recimo, jaz se zaletavam v zide, mize, sploh ne vem, kje sem. Jaz ne vem, kje imam Jaz noge se pa tudi roke. skozi zaletavam, grozno. Pa nimaš to. Pa se ful nočem, pa drugače, ful sem drugače ravnoteže imam fantastičen. Sam koordinacije nimam. Ja. Tako da, ne, to se ne počutim seksi. Počutim se seksi, privlačno. Noč, ko se zrihtam, ko si lase umijem, ko imam lase čiste, sveže umite, ko si naredim make-up, ko se lepo oblečem, se počutim seksi.
ja, dejansko, ko se uredim. Jaz imam danes težave z besedami. Jaz nikoli doma ne pomislim, da se počutim seksi. Pa tudi skozi se počutim seksi. Okay. Jaz si oblečem tisti plašč zelen zjutraj in se počutim ful seksi. Ampak ta beseda, ne vem, če to zdaj pri meni tako pomeni. Jaz se počutim prav tako bomb v vilo, ko pride v Love Islandu. Res. Nice. Vsako, tako, ko se zbudim zjutraj, jaz sem že tako. Je tu seksi? Ja, No, pa se jaz skozi počutim seksi. da ve. Res, ni tako nekega trenutka, da. Sončno očala, ko si dan gor, se počutim kar seksi. Ampak samo un trenutek, ko si daš, pa že je tako, ne? Ok. Ja, Ja. Jaz pa, ko se uredim, se mi zdi najbolj. ok. Prav tako pomisliš, seksi. Ja, jaz, ko imam umite lase sveže, sem si prav najbolj tako, no. To je to. Wow, Naslednji dan že ne več. Ok. Ker niso več čisti. cool, zanimivo. Sam je tako naporno. Prav drugi saj sem- mogoče ne opazijo. Ne, najbrž, sam da jaz. imaš- Ja. Meni se zdi največja razlika. Meni se zdi tako, kot dan pa noč. Ko imam sveže umite, pa naslednji dan. Ok. Pa da naprej pa sploh ne govorimo. Pa Okej. Tako da ja. Ja, to za današnjo epizodo. Jaz upam, da vam bo kaj pomagala, da boste Ja. kaj odnesli od nje. Ja. Upam, da smo vse povedali. Meni se pač šle sva po tem seznamu. Jaz sem upam, da sem dosti koherentno povedala stvari, ki sem jih hotela povedati. No, se ti to sva kaj povedali, smo kaj povedali? Pravijo, da smo. Ja. Misliš, da bi nam sploh povedal, če kdaj ne bi nas povedali? Nikoli še ni to rekel. Ne bi povedal. Ne bi, oh, shit. Glavnem, napišite svoje komentarje, če imate še kakšno vprašanja, feedback, whatever. Hvala, ker ste bili tukaj z nami in se vidimo v naslednji epizodi. Ja.